Fifika! Fifika! Moja uboga Fifika! Kaj se zgodilo, gospa Šrotova? Moja uboga psička je izginila. Kaj? Vaš pas je izginil? Da, ste morda videli koga, ki bi... Ne, nič nismo videli. Ste ga imeli privezanega. Da, pogledajte, tukaj je bila privezana revica ob ta plot. Samo v trgovino sem skočila. Kaj je res noben ni videl? Ne, gospa, noben. Ja, tukaj smo se igrali, pa nismo nič videli. Pa je morda kdo peljal? Ne, gospa, noben ni peljal mimo nobenega kužka, res ne. Smola pa taka, uboga Fifika. Saj jo boste našli. Da, gotovo jo boste našli. Veste, mi poznamo Tomaža, ki je dober detektiv. Odkril je, da je ukradel gospe Šnederjeve pred pražnik. Prav gotovo bo našel tudi vašo Fifiko. Nič se ne bojte. Glejte, tam ne gre. Hej, Tomaž, pridi sem. Pustite, prosim, za kaj gre? Gospe Šrotovi so ukradli njenega čudovitega kužka. In sočno si ga želi dobiti nazaj. Pa smo mislili, da bi ti... Dovolj. Ničesar ne razumem. Moja uboga psička je izginila. Bogato te bom nagradila, če jo najdeš. Najprej moram spoznati vse okoliščine. Kaj se je torej zgodilo? Saj smo ti rekli, da so gospe Šrotovi ukradli psa. Mir, prosim. Jaz sprašujem gospo Šrotovo. Prosim, gospa. Poslovodja Fifike ni pustil v trgovino. Zato sem jo privezala tukaj, vidiš tule. In ko sem prišla nazaj, moje ljubljene psičke ni bilo nikjer. Ne brez panike, gospa. Do večera vam zagotovo pripeljem nazaj. No, smo vam rekli, da imaš pravi mojster za odkrivanje tatov. Trenutek, gospa. Imeti moram natančne podatke. Zadeva Fifika. Kdaj se je to zgodilo? Ravno zdaj, morda. Pred 5 minutami. Se pravi, ob 10:45 minut. Pasma. Čudovita mešanka. Starost. Še 1 leto ni bila stara. Revica. Barva. Bela. Kakšno ovratnico je imela? Usnjeno, s srebrnimi gumbi. Hvala. Kako sem rekel, do večera pripeljem psa nazaj. Ko bi se ti le posrečilo. Kako ljubezni v fanci. Ti si pa res dosti domišljaš. Le kako boš v tako velikem mestu našel tako majhnega psa kot je Fifika? Podobnih je tu nekaj 100. Le mirno kri. Če bi rada videla, kakšne metode uporabljam, mi pomagaj. Mogoče še boš česa naučila. Važič. Nehaj, pa ne boš rekla. Joj, nekaj sem se spomnila. Prosim. Kaj, ko bi vprašala babico Berglo? Ona bi gotovo kaj vedela o moji Fifiki. Babica Bergla? Torej ne bi ona. Ne. Ona bi le vedela, kdo se to okolje ukvarja s psi. Potem najprej poiščeva njo. Joj, kaj bo z mojo Fifiko? Kako lačna mora biti revica. Brez skrbi, gospa. Fifika se bo kmalu vrnila. Hvala vama in veliko uspeha vama želim. Nasvidenje. Babice Bergle ni bilo težko najeti. Gotovo ne, se vedno posela v parku pod brezami. Zato pa ne tako učimo vsem, kar se dogaja v našem mestu. Si videla mojo metodo? Brez težav sem vse izbezal iz nje. Kako je že rekla? Anatolija pesnica. Zelo ljubezniva ženska, vendar. Da, ljubezniva in premetena, da je ni para. Njena posebnost, no ja, ima pa slabo z psov z rodovnikom in starin. Tu nekje mora stanovati. To bo pravi kraj. Da, tukaj je. Ne vem natanko, kje in kdaj. Živel je strašno zmešan zmaj. No, bil je zmajček pravzaprav, imel je 2 sprtih glav. Dobar dan, gospa. Ne motita me.
Namesto da bi mislili, se glave so mi na zato, sta vedno se prepirali, se zmerjali grdo. Oh, kako je pesem čudovita! Imata rada pesmi? Zelo, gospa. Pesmi so najčudovitejša stvar na svetu. Prišla sva zaradi neke čudne zadeve. No, in Mi dva, hotela sem vas vprašati. kar blekni. Recimo, da je imela neka gospa majhnega psa. Kako bi rekel, nekdo ga je pomotoma sunil. Kako sunil? Dobro. Recimo, da se je pes izgubil in da ga je nekdo našel. Se pravi, da je pomotom zašel ravno na jezersko... Recimo, pomotoma ravno na jezersko 14. Kaj bi rada s tem povedala? Pravzaprav nič. Samo lastnica je zelo razburjena zaradi tega. Razburjena? Zakaj? Zato, ker zelo pogreša svojega psa. Ja, pogreša, ampak... Oglasa še ni bilo v časopisu. Čemu pa bi moral biti? Čudno vprašanje. Zato vendar, da bi lastnica ponudila ljubeznivemu najditelju denarno nagrado. Mane. Gospa, brez neslanih šal. Moram vas upozoriti, da želim, da bi bila Fifika še danes pri lastnici. Tako ljubeznivi ste in tako radi imate pesmi. Bi morda šlo tokrat tudi brez nagrade? Veste, lastnici sem dal besedo. In ne spodobi se, da bi sprejel denar, ker sem detektiv gentleman. Tega pa nisem vedela. Že veliko primerov je razvozljal. Si me zasledoval? Ne, Kako pa potem veš, da je Fifika ravno pri meni? sem pač začutil. Dobro, naj bo. Fifika se bo še danes z vama vrnila k lastnici. Počakajte, takoj vama jo privedem. Krasno, uspelo nam je. Pšt, že gre. No, tu je kužek. Ali ni lep? In zdaj mi bosta naredila majhno uslugico. Uslugico? Upam, da ne bo pretežko. Karkoli želite, samo... Saj je malenkost. Gre za staro, nič vredno marelo. Staro marelo? Takoj vama razložim. Nekdo v tej okolici ima staro črno marelo, ki mu jo je pred leti podaril neki stari gospod. Staro marelo? Črno? Pazita, to je moška marela angleške firme. Kako pa veste, da je angleška? Ne prekinjaj me. Vem, ker ima poseben ročaj in na njem vreza napis. Wellman in Son Glasgow. Trenutek, prosim. Razen tega ima marela srebrn rob, takšnega kot palica. To jo sekavi. Tu imata psa, zdaj pa izginita, kazali čez dvorišče, pa nikomu niti besedice drugače. Ta marela mora biti gotovo nekaj posebnega. Kaj bi se lahko skrivalo v tej stari ropoti? Tega pa res ne razumem. Ne razumeš? Seveda, ker nimaš domišljije. Spet si važen. Glej. Lenivec. Hej, ti ni nič dolgčas? Ne, zakaj? Kaj delaš? Premišljujem, kaj si me prosil. Da paziš na sumljive tipe. Prav ima, sem se že spomnil. Kaj pa? Saj res, kaj pa? Aha, že vem, neki sumljiv tip je bil tukaj. Kakšen? Kako pa veš, da je bil sumljiv? Ker me je vprašal, če kaj vem o neki... Reci že. Kar tako ne mečkaj. Čekaj, vem o neki stari mareli. Mareli, super. Kakšen je bil tisti tip? Nimam pojma. Joj, tako važno stvar ti pa nimaš pojma. Saj sem imel pojma, pa sem ga že pozabil. Za kakšno marelo te je vprašal? Čakaj, zdi se mi... Tako ja, o stari mareli je govoril. O angleški, kaj? Da, tako je rekel. S srebrnim robom. Točno, vidiš, da sem se spomnil, ti pa tako piješ name, da bi kmalu vse pozabil. Zdaj se pa še spomni, kakšen je bil tisti tip. Čakaj. Kam pa greš? Imel je tako smešne vrčice. In še kaj?
In tako smešen klobuk s črnim trakom. In še kaj? No, recimo, tako čudno se je obnašal. Kako čudno. Takoj ti bom razložil. Ti si jaz, tukaj se usedi. Anja, ti boš gledalec, tukaj se postaviš. In jaz sem gospod z belim klobukom. Takole je prišel. V tej roki je imel palico, v tej pa kovček. In ko je prišel do mene, je rekel, dobar dan, mladi gospodič, ali kaj veš o stari Marili s srebrnim robom? Bilo je tako blazno smešno. Lenivec, ti si fantov fare. Pojdi z nama. Dosti delala še čaka. Jaz moram na angliščino. Adijo. Adijo. Po uri pa se dobimo. Prav. Ampak meni se nikamu ne da. Tako sem zdelan, da bi... Nehaj. Zdaj ni čas za spanje. Pojdiva. Dobro, naj bo. Povej mi, punčka, ali se hodiš učiti angliščino gospe Baumanove? Ja, in zelo se mi mudi. Rad bi ti zaupal neka skrivnost. Samo... Nimam časa, ob 4 imam že angliščino. Ne bo ti žal. No, prav. Torej, ti se hodiš učiti angliščino gospe Baumanove. In kaj potem? Nič. Ali bi bila tako ljubezniva, da bi se ogledala stanovanje gospe Baumanove? Ne, tega pa ja že ne bom delala, to se ne spodobi. Vem. Toda, ali ne bi morda boš tam zagledala stara Sefran Dežnik? Dežnik? Že poslušam Dežnik, to je pa nekaj drugega, to me zelo zanima. Kaj je torej s tem Dežnikom? Kaj te je tako razburilo? Pravzaprav nič. Le Dežniki so mi zelo všeč. Ne. To ni kak gospodski Dežnik. To je zanemarjena, zelo malo razcefrana stara Marela. Stara razcefrana? Mogoče bi kaj vprašala gospo Baumanovo, če ima Dežnik s srebrnim robom. S srebrnim robom? Kaj se tako čudiš? To vena ni nič posebnega. Boš naredila tako? No, če vam je toliko do te Marele, bom naredila, kaj bom mogla. Zelo si prijazna, punčka. Ne bo ti žal. Bye, bye. Bye, bye. Ha, ko bi ti vedel, s kom imaš opravka, ne bi bil tako zadovoljen. Dobar dan, gospa Baumanova. Dobar dan. Oh, good afternoon, my dear Annie. How are you? Kaj ti je? Zakaj si tako raztresena? Nič. Kaj pa iščeš? Kako je danes vroče. Naravnost crazy. Dovolite. Kako smešen Dežnik. Anja, danes si pa več kot čudna. Ne vem, kaj te pičilo. Oprostite, odkud pa imate ta Dežnik? Ja, to je pa dolga zgodba. Zelo star je, angleški. Ste prepričani, da je angleški? Popolnoma, poglej. Wellman and Son Glasgow. Ujema se. Kaj se ujema? Napis, prosim. Let's go, na delo. Pa bi komu podarili ta Dežnik, če bi vas prosil za... Komu pa je mar taka stara Marela? Recimo meni. Res ne vem, kaj hočeš. Jaz to Marelo bi zelo rada imela. Upam, da mi nočeš vzeti spomin na mojega angleškega prijatelja. Ne, ampak... Gospa, ali še nihče ni poizvedoval po vas za tole Marelo? Ne, in ne razumem, zakaj bi. We must work. Please come with me. Da, ampak...
te one zaključila. Anja, nekdo te je iskal. Kaj, kdo pa? Medtem, ko te ni bilo, je bil tukaj neki gospod in... Kakšen pa je bil? Čakaj! Ja, klobuk je imel. Beli klobuk? Ja, kako Kaj veš? bi je rekel? Rekel je, če poznamo dekle v takih hlačah, kakršne imaš ti. Ja, beli klobuk. Zvedeti hoče, če kaj vem o črni Mareli. Rečem ti, to je pravi lopov. Pa tu je tvoja učiteljica angleščine iskal. Vprašaj je, s kakšnim ježnikom vodi trgovino. Tomaž, takoj morava k njej. Zdi se mi, da je velike nevarnosti. Glejte, tam ne gre. Anja, govoriti moram s teboj. Se spominjaš črne Marele, ki ti je bila tako všeč? Ja. Nije več. Nije več. Nemogoče. Gospod z belim klobukom? Prostite, gospa, da se kdo iskal v zadnje čase? Bodi no bolj vljuden On je in... detektiv, se izgubljene stvari najde. In bo tudi vašo Marelo. Detektiv? Veste, tu se dogajajo zelo čudne stvari. Neki gospod je spraševal po vas. S smešnimi borčicami in belim klobukom. Se ta gospod je bil vendar pri meni. Se vaš dežnik je spraševal. To je sumljiv tip, ki nekaj vohlja tu okrog. Prepovedujem vam, tako govoriti o prijaznih gospodih. V veliki nevarnosti ste, gospa. Ampak vi ste čisto znoreli. Le kako naj bo ženska, kot sem jaz, v veliki nevarnosti. Gospa, opazujejo vas. 25. junija je gospod z belim klobukom opazoval vašo hišo. Se pospel do okna. Kaj je to? Moji detektivski zapiski. Zaradi mene si lahko najboljši detektiv, a nocev ne boš bril iz mene. To je pa že smešno. Tisti gospod je čisto prijazen. In povem vam, da pri meni še vprašal ni za Marelo. Ampak saj ste vendar rekli, da nimate več Marele. Pa ja ne boš Vse je čisto jasno. Hotel imeti dežnik in ga je tudi vzel. Sej dežnik vana ni šivanka, da tega ne bi videla. Taki tipi imajo posebne metode. Verjemite mi. Mogoče me je hipnotiziral. Vse je možno, gospa. Čudno, pa taka stara Marela. Ja, na policijo grem. Bodo videli, kaj se to okrog dogaja. Šklejte, most belim klobukom. Oprostite, je bila tukaj gospa Baumanova? Je niste nič videli? O vas je govorila, Neverjetno. Rekla je, da boš na policijo. da ste vi nevaren ptiček. Da ste vi ukradli Marelo. To vendar ni mogoče. Znemirana je, ker ste že dvakrat obiskali. Ah, kako neprijetno. Na policijo praviš? Kaj boste storili? Bi mi ti hotel narediti drobno uslugo? Izvolite povedati. Takoj se vrnem, samo trenutek. Za njim, da se ljutega. Prosim, bi odnesel to Marelo gospe Baumanove? Marela, kje ste pa dobili? To je malenkost. Bi hotel, prosim, napravi to malenkost zame. Srebrn rob. Kaj tukaj vreza napis? Da, prava je. Se nekaj po angliško piše. A na tole pesnico bom nesel. Tomaž, kje si dobil ta dežnik? Beli klobuk mi ga je dal za vas. Vaš je. Pokaži. Ne, saj to vendar ni moj dežnik. Kako, ni vaš dežnik? Poglejte. Srebrn rob, angliška firma. Moj dežnik je imel tukaj in tukaj dve luknji, ki so jo izgrizle miši. Ta pa je čisto cel. Hočete reči, da to zares ni vaš dežnik? Morda... To moramo v miru premisliti. Tomaž, nekaj imam zate. Kaj? Beli klobuk sedi v kabani, otroci ga opazujejo. Govore! Ne deri se, drugače bom vse pozabil. Saj si mi rekel, naj vohunim, ne? Sem. No, in tako sem šel robuta češnje na vrh gospe Baumanove. Kakšne češnje vama pravim. Ah, kaj me briga o tvoje češnje? Povejte, kaj je bilo. No, in ko
ko sem se preobjedel, sem se lepo vlegel v travo. Veš kaj, Lenivec, zdaj ti bom pa eno primazala. In naenkrat Kaj, povej že. je padla name velika, razcefrana, črna marela. Odkud? Ne vem, zdi se mi, da skozi okno. Seveda. Beli klobuk je vrgel skozi To okno. je brisanec, pa se nisem mogla domisliti, kdo bi okradel gospe Baumanovi. In Marela, ki jo je vrnil, je bila res druga. Lenivec, ti si fantaj, kaj? Kje imaš zacoprano Marelo? V skrivališču, skril sem jo, že grem po njo. Si videla? Kako lepo je nasela gospa Baumanova. Tu je Marela, Daj meni. Kaj neki je to? ko starega papirja. Načrt. Načrt? Poglej, tule so stopnice, te kratke črtice. Tukaj okna, to so vrata, to je kuhinja in tole je kopalnica. Ampak zakaj je tale križec rdeč, če je vse drugo črno? Mogoče mi je zmanjkalo barve. Pravim vama, da smo odkrili načrt latinskega baloga. Ja, odkrili smo njihov balog. Lenivec, ti si moj najboljši prijatelj. Pa, Tem pa nikomu ne bil ne imel. meni to ni nič malo. Span sem, spat grem. Kaj delaš? Zanima me, če bo Anatole kaj nenavadnega odkrila. Kdo bi si mislil, da je ta stara ropotija najzanimivejša Marela pod soncem? Greva. Hej, kakšno presenečenje. Vlada detektiva. Ali je kaj novic? Recimo, da se je Marela našla. Ni mogoče. Če se je, potem bi morala pri nekom biti. Recimo, da je pri Tomažu. Vidva sta genialna. Oglejmo si torej to razcapano Marelo. Počakaj ta trenutek. Zdaj mislim, bi nama hoteli. Povejte nama, zakaj vam je toliko do te Marele? Si še premlada. Ne bi razumela. Naj ti bo dovolj, če ti obljubim, da boš imela celo poletje za ston sladoled. Ne. To ne more biti res. Kaj ti je? Te je kača pičala in se ti je zmešalo. Marela je zginila. Kaj? Nekdo jo je sumil. Nobenih sledi ni na vratih. Za strokovnjaka je to igrača, 2 minuti pa je. Kaj pa zdaj? Pustita to zadevo, je prenevarna. Če pa bosta kaj odkrila, pritecita takoj k meni, velja? Dobro. No, zdaj pa imava. Tomaž, Anja! Kaj pa je z vama? Tomaž, ko je šla tvoja mama v službo, je nam nekaj naročila zate. Ja? Tisti urad za nedine predmete v njeni službi, veš? In? Ko je šla v službo in nesla to je črna Marela tja. Zakaj mi tega takoj ne poveš? Zakaj je to storila? Kdo bi vedel? Niti sekunde časa nimava več. Takoj morava tja. Zakaj pa? Čakaj, gremo s teboj. Nimava časa, adijo. Dobar dan. Oprostite. Prišlo je do nesporazuma. Nesporazuma? Nesporazumov ne sprejemamo. Prosim, povejte, kaj hočete. Ves. Iščeva predmet, ki sploh ni bil izgubljen. Kako ni bil izgubljen? Zakaj ga potem iščete pri meni? Moja mama je mislila. To je zaradi tega, ker sem si zlagal, da sem Marela našel na V avtobus. resnici pa je sploh ni našel, ampak... Prosim, da poveste po vrsti, ker ničesar ne razumem, kaj hočete. Zakaj gre? Prosim. Gre za staro črno Marelo s srebrnim robom. Za staro Marelo? Moj bog, to je pa že od sile. Povejte mi no, kaj je takega na tej Mareli, da danes že vsi sprašujejo za njo.
Ja, veste, to je zelo posebna Ah, Marila. ne. To je čisto navadna Marila. Še 2 luknje ima. Veste, če bi jo Oprostite, Marila je naša, zato bi jo tudi rada vzela. Žal vama je ne morem dati, ker jo je nekdo že vzel. Vzel? Saj to ni mogoče. Kako ste mogli izročiti dežnik tuj osebi? Tuj osebi? Kaj vama pride na misel? Prišla je pač mlada ženska s črnim klobukom, podrobno opisala predmet, se pravi dežnik, in po vseh pravilih se mi ga morala izročiti. To ne more biti res. Bi nama hoteli povedati vse njen naslov? Seveda, zakaj pa ne? Samo malo. Tule sem zapisala. Anatolija, pesnica, Jezerska 14. Še kaj? Hvala. To bo zadostovalo. Čudno, toliko govorjenja za staro Marelo. Končno nama je le uspelo. Pametno sva to izpeljala. Ni bilo lahko zamenjati dežnikov. Še teže pa je bilo potem pretentati gospo uradu za najdene predmete, da je Marela moja. Ta mularija me skoraj vse pokvarila. Kome sem onesla pete, že so bili za mano. In kako se je napihoval tisti detektiv? Pardon, namišljeni detektiv. Namišljeni ali ne, ta mulc bi me skoraj spravil ob živce. Haha, ne poznajo naju. To bodo delali, ko izvedo. Nazadnje bo res super špon, kaj? In kako se bo pa tega lotila? V vozičku imam že vse pripravljeno. Kako v filmu bo? Bravo, bravissimo. Celo najna štručka bo nesrečno jokala, če bova hotela. Počakaj, da preizkusim. Buc. Slišiš, ali ni srčkano? Krasno si se domislila. Se pravim, bravissimo. Daj, draga Anatolija, da te objamem. Le počasi, brez pretiravanja. Najprej zaklad in potem... Zaklad? Ja, kaj pa misliš? Ta starodavni kipec je v napravi zaklad in še zlate povrhu. Zlat? Bravissimo. In zlatniki, ki so spravljeni v podstavku, gotovo niso od njih. Joj, kako me že srbijo prsti. Pššt, le hitro pojdiva, da ne bo prepozno. Po obrobju se splaziva na obzidje in nato po stopnica do kapelice in potem odpreva zapah in zaklad bo najn. Pššt, le hitro pojdiva. Ampak, če ti po pravici povem, mi je kar nekam čudno pri srcu. Reva, če so do sedaj vse tako lepo izpeljala, bova tudi to. Ampak, Pššt, ne tako glasno, pojdiva. Barbara, Simona, ste slišali, da ravnatem nekaj za bregom? Ampak ničesar nisem razumela. Jaz tudi ne. Če bi bil tukaj Tomaž, bi gotovo nekaj ukrepal. Poglej, se ravno kaj prihaja. Kaj je? Ste opazili kaj sumljivega? Pravzaprav ničesar, ampak le neka varnica z vozičkom je bila. In tam se je dal, kot bi je skožo vlekli. Voziček? Pa saj to je bila ona. Buci. Iz nje je bil neki gospod. Seveda. To je bil gospod z belim klobukom. In kam sta odšla? Nima pojma. Pred parimi minutami sta še bila tukaj in v neki papir sta zijala. Papir? Svite črte sta omenjala. To je bil načrt iz Marele. Zdaj mi je jasno. Ona ga je izmaknila iz urada. Pa v kapelici sta govorila. Kapelici? Stoj. Zdaj se mi je posvetilo. Grajska kapelica. Kaj mislite? Le boš rekel. Zvite črte na papirju.
To pomeni grejsko obzidje. Obzidje? Da, in rdeč križec pa je gotova oznaka za zapuščeno grejsko kapelico. Ta kapelica mora nekaj skrivati. Izgleda, da smo na pragu velikega odkritja. Paziti moramo. Ta beli klobuk je največji gangster. Ne bom, že pokažemo. Pazi, lenivec, da ne bo zopet spal. Spal? Kje pa? Tako so me prestrašili, da mesec dni ne bom mogel zatisniti očesa. Torej, gremo na delo. Ampak... jaz bi kljub temu najraje lepo... Zaspal kaj? O, ne, zdaj nimaš kaj spati, z nami greš pa konec. Dobro, naj bo. Hitro pojdimo, da ne bo prepozno. Anja, ti pojdi po policaja. Zdaj je pravi čas za to. Bomo zdaj uporabiti silo, da bi se hotela opirati. Že grem. In potem se dobimo pri obzidju. Prav. Jaz grem tudi z njo. Prav. To teče kot po maslu. Napravimo ima pravo presenečenje. To boste vzjala. To bo ful špon. Tomaž. Pred obzidjem se razdelimo v dve skupini. Tako se nam ne morata izmuzniti. Jaz in Grejo greva skupaj. Prav. Kaj pa je zdaj to? Če se ne motim, je to njun glas. Skimamo se, moja se že vračata. Res je. Slišite voziček in korake. Prinimajo! Na pomoč! Ja, slavili, gospa. Le dobro držite, da se vama ne zmuzne. Pustite me, vas bo prijavila, policiji vas prijavim. Ne, mirno, gospa, zdaj se nam ne zmuznete več. Pa, to je nezaslišano. Pustite me. Kaj si dovolite, lepo vas prosim, se to je zločin, kje je policija? Le brez panike, gospa. Vsak čas mora biti policije tukaj. Kaj pomirite se? Kaj? Policija? Da, vsak čas mora biti tukaj. Le mirno. O, jaz ne rabim nobene policije. Adijo, pa je Tomaž, bili klobuk. Pusti gra, naj gre. Kaj bomo že dobili, če bo potrebno. Važno je, da imamo gospod Anatolijo. Ona bo že vse razložila policiji. Kaj? Ničesar ne bom povedala policiji, da veste, to bi se vam zdelo. Adijo! O, le počasi, gospa. Mir, kaj se tu dogaja? Ah, gospod policaj, Kaj, gospa Anatolija, nisem mogel verjeti, pa je vendarle res. veste, gospod policaj, Sam vas ne bo. Mir, kaj pa je drugi napredi prav. Še onem je. Se je pač ustraš široke pravice. Pa je mislil, da ne bolje, če jo pobriše. Nič hudega, ga bomo že dobili, ko bo potrebno. Bogi dojenče, kako joka. Kaj? Dojenček, odkud pa? dovolite, gospod policaj, da jaz... Ne počasi, ne manj nobenih presenečenj. Kaj tu ostanite? Bože. Jaz pazila nam. Kaj? Se to voda ni mogoče. Kaj je tu? Magnetofon. Kakšna prevara. Počakaj. Morda je še kaj v vozičku? Ah, gospod policaj, morda bi... Brez govorjenja. Sam hočem ugotoviti, kaj se tukaj dogaja. Moj Bog, pa to je... Kako lep kipec. Danes pa res ne morem biti zaspan. Kaj takega človek ne more doživeti vsak dan. In kaj bomo zdaj s tem? Vse skupaj bom peljal na policijo. Ampak, gospod policaj, ali ne bi se morda pogovorili? Brez govorjenja. Mi je že vse jasno. Pracovnika vas povede, da boste vse povedali. Tudi vaš pejdas, gospod Benklobukov mota. Boste videli. In zdaj, hvala vam, dragi prijatelji. Vidim, da ste odlično opravljali svoje delo in da ste bili res pravi mojstri. Da, ampak največji strokovnjak je pa Lenard detektiv Tomaž. Anja. Vse je razvazljal skrivnost črne Marele. Črne Marele, Vse sem vam povedala, načrt, ki je bil v Mareli. a to je torej. Vi boste sploh ne veste, kaj ste našli. Marela? Saj to je moja Marela. Dajte mi moj dežnik, to je pa že od sile. Izvolite, gospa Baumanova, zakaj pa ne, če si ga tako želite? Čakaj. Ali nisi ti iskal črno Marelo? Sem, pa ne potrebujem več. Skrivnost črne Marele se je poselila v ta otroški voziček. Kaj? Otrok? Ampak to je nezaslišano. Kar poglejte,
tem vozičku ni nobenega otroka, ampak zaklad. Zaklad. Da, zaklad. Pravi zaklad. Povem vam, uspeli mi razvozljati skonoščene marele in postali so res pravi junaki. Ampak, gospod policaj... Brez besed, vas bomo še danes predali roke pravice. In najdeni kipec pa tja, kamor sodi.